bom šel kar direktno z imeni. Na eni strani imamo lepo Afno in njenega otroka. Na drugi strani imamo podjetje, ki oddaja prostore, oziroma v teh prostorih lahko prideš, spiješ pijačo, poješ in imaš v sklopu teh prostorov igralnico, kjer se otroci lahko igrajo in tako naprej in so pač navadni. Lepa Afna večkrat pride s svojim otrokom v te prostore, se z lastnico tudi pogovarja, vse normalno, se pravi, očitno imajo nek oseben kao odnos, in na kar Lepa Afna objav sliko sebe in svojega otroka v tej igralnici na svoj profil. Se pravi, javno izpostavil sebe, svojega otroka in to igralnico. Se pravi, Lepa Afna objav fotko sebe in svojega otroka v tej igralnici in potem na drugi strani lastnica igralnice vzame to fotografijo, ki je javno dostopna, ki so jo videli vsi njeni sledilci, in jo uporab v sponzorirani objavi, kjer ne navede, da je na sliki Lepa Afna, kjer ne poskrbi za dodaten, bom rekel, leverage, in da to reče, zdaj je pa tukaj Lepa Afna bila s svojim otrokom in tako naprej. Se pravi, Lepo Afno lahko prepoznajo na tej sliki samo tisti, ki jo poznajo in ki jo sledijo. Se pravi, to so isto fotko, so pa lahko že videli pri Lepi Afni na Instagram. In Lepa Afna se odloči, da toži to žensko in to igralnico in da je njej povzročena škoda v višini 2500 evrov. Se pravi, Lepa Afna je opazila sponzorirano objavo, videla, da je bila uporabljena njena fotografija, ki je sama objavila, se pravi, iz njenega profila. In kaj se zgodi? Lepa Afna vzame odvetnika, očitno je to praksa, in pošlje direkt opomin pred tožbo in da je njej bila povzročena škoda v višini 2500 evrov. Ok, razumem, da Lepa Afna ne objavlja svojega otroka na socialno mrežo in da jo nekdo na skrivaj slika in to objav in reče, tukaj je bila Lepa Afna s svojim otrokom. Ampak da ti sam objaviš svojega otroka javno na socialnih omrežjih v določeni igralnici in nekdo reposta to na svoj profil in ti njega tožiš za 2,5 €. Jaz verjamem, da bodo kle mnenja deljena. Ampak noben me pa ne bo mogel prepričati, da te influencerji niso ratali orang predrzni. Da ti nekoga ne znaš prijazno opomniti, ni mi cool, da si uporabil to fotko kot sponzorirano, prosim, če zbrišeš, in da direktno nekomu kao ponudiš poravnavo odškodnine, če ne greš v tožbo za 2500 evrov, za nekaj, kar si sam objavil na svojih socialnih omrežjih. Se pravi, noben ti ni mogel škode povzročiti, noben te ni pljuval, noben te ni označil, da si to ti na sliki, noben te ni v grdem kontekstu objavil. Se pravi, ti, ki imaš več kot 100 000 sledilcev, trdiš, da ti je nekdo, ki ima ful malo sledilcev, povzročil s tem škodo. Na kar jaz se probam umešati v to stvar. Jaz sem šele zdaj ugotovil, da ima mene Lepa Afna blokiranega, še preden sem karkoli objavil, kadarkoli kaj komentiral, očitno iz preventivnih razlogov. Ampak probam jaz kontaktirati nekoga, ki je njej blizu, in da probam nekako to zadevo umiriti in rešiti na nek sporazumen način. Ta oseba mi predlaga, da je Lepa Afna zelo razumevajoča in da treba z njo zelo previdno in lepo, in da pač, če se lepo pristop do nje in se jo kontaktira na mail, obvezno na mail, ne na številko, na mail, vse uradno, da po vsej verjetnosti, da se to da lepo urediti. In si rečem, ok, v redu, bomo upoštevali to, na kar ta lastnica igralnice pošlje Lepi Afni mail. V mailu se lastnica igralnice Lepi Afni lepo in iskreno opraviči, pove, da je naredila napako in da se pač ta znesek zdi previsok in da
pač je pripravljena na nek nižji znesek in če bi se lahko pogovorila glede tega. In ne, lepa Afna nje ne odgovori na mail. Ona pusti, da teče ta rok, ki ga je poslal njen odvetnik njej, in da počaka, bo ta plačala ali ne. Na kar tega plačila ni bilo, lepa Afna še zmeraj ne odgovarja na mail. Lastnica igralnice najde svojo odvetnico in odvetnica pošlje dopis, da je to nesprejemljiv znesek in da želi pojasnilo, zakaj je tako visok znesek in da se izognejo vsem kolobacijam na sodišču, njej ponudijo 500 evrov, da se pokrijo te stroški, ki jih je imela z odvetnikom. No in ko odvetnik lepe Afne prejme ta mail, verjetno obvesti svojo stranko, lepa Afna ugotovi, da ne bo mogla na guzove vzeti 2500 evrov nekomu, ampak se odloči, pisala mi je mail, mogoče je pa zdaj odpišem in se probam zdilati za malo manj. In ona nje odpiše, kao v fazonu, ja, razumem, da si naredila napako, kao da se lahko vsakmu zgodi in da bo to upoštevala tukaj, ne, in da zaradi tega spušča ta znesek na 1500 evrov. Buras, kakih 1500 evrov? Na guzove. 1500 evrov, zato kaj nekdo reposta tvojo javno objavo, kjer imaš ti otroka in zakrit obraz otroka. Ok, odpiše na mail. Na kar odvetnica, ki zastopa lastnico igralnice, odgovori, da so pripravljeni še zmeraj plačati samo 500 evrov in naj odgovorijo v roku 3 dneh. Zdaj pa se sprašujem, ne vem, lahko da se motam, lahko da jaz tukaj kaj narobe vidim, ampak kdo je kle normalen in koliko si naši influencerji prvoščijo, vmes temu rekel, ene predrznosti in na kakšen način oni hočejo priti do denarja. A se je kdo vprašal, a je lepi Afni kdo dovolil, da objavi fotografijo prostorov te igralnice na svojo socialno omrežje in na ta način promovira svoj lifestyle in kako se ima ona z otrokom dober in kako ona poskrbi za svojega otroka in tako naprej. Dajmo biti malo realni, dajmo malo razuma uporabiti in se vprašati, a so te influencerji ratali pohlepni. In moje direktno mnenje glede dotičnega primera in lepe Afne v tem primeru je, da je to višek bezobrazluka. Se pravi, influencerji so se navadili na ta lifestyle, da njim vsak mora plačati za vse, kjerkoli se oni pojavijo, karkoli oni naredijo, mora njim nekdo nekaj plačati. Če ne pride do tega plačila in če oni uporabijo fotke nekega prostora za to, da pokažejo, kako lepo oni živijo, oni to vse lahko počnejo, ampak če nekdo to reposta, to isto stvar, ki je ona javno objavila, pa morajo njej plačati, ker je njej povzročena škoda. Ma kakšna škoda? Ti sebe javno izpostavljaš sebe in svojega otroka in zdaj bi vsak mu vzela kruh iz ust, ker je uporabil tvojo fotko, ki si jo ti javno objavila. Tako da jaz iskreno prvoščam lepi Afni, da ji udrejo v profil, da je ta Instagram crkne in vsa socialna omrežja, ki jih uporablja, da ji pocrkajo in da vidimo, iz kje bo ona dobila denar, kako bo do tega denarja prišla, kako ga bo zaslužila, kaj bo prodajala brez tega in tako naprej. Mislim, da je ta slava ljudem stopila v glavo in oni so prepričani, da lahko do konca lajfa na ta način, ajde, ne bom rekel izkoriščajo, še zmeraj dajo nekaj v zameno. Ampak, ko dobijo občutek, da so se oni nekje pojavili, pa niso bili za to plačani, da lahko vsazga tožijo in da se njim taka krivica zgodila in taka škoda in tako naprej. In jaz sem prepričan, da je takih influencerjev ogromen. Tako da, če slišam od koga, kako je lepa Afna dober človek in kako se da z njo lepo vse zmeniti in da je razumna in vse, naj se obrne in gre čim bolj stran od mene. Ker lepa Afna je čisti primer pijavke in nekoga,
ki bo vsako možno situacijo izkoristil sebi v prid in finančni interes. Tako da lepa afna ni nič drugega, kakor oglasna deska in nekdo, ki izkorišča ta sistem, v katerem živimo, to je influencerstvo, in se molze, dokler se bo lahko molzla, ampak tudi tega bo enega dne konc in takrat se bo pač mogel vsak znajdeti po svoje. Tako da vesel sem, da nisem v tej situaciji in da ne rabim biti odvisen od tožb iz sponzorjev. In ta vrsta kasiranja je za mene neko novodobno reketiranje in nič drugega kakor reketiranje na finjaka preko odvetnikov in tako naprej. Če bi nekdo res imel občutek, da mu je tule povzročena škoda in res, da se mu nekaj slabega zgodi, bi prvo verjetno probal kontaktirati to osebo, sploh glede na to, da se s to osebo že pogovarjal v preteklosti osebno in tako naprej. Ne pa direktno uporabiti to karto. Gremo po denar, odvetnik, tule imamo objavljamo fotko, ki sem jo pač jaz objavila na svoj profil, ampak to nima veze, ona je mene oškodovala s tem. Fuck off. Jaz ne trdim, da lastnica igralnice ni naredila napako. Ampak poudarjam, da je naredila takoj izbris te objave in opravičilo lepi afni in neko sporazumno rešitev za to nastalo situacijo. Zamislite si Luko Dončića, prije nekam jest lastnik restauracije, se normalno slika z njim, ker je ta jedel njegovi restauraciji in lastnik bi mogel kontaktirati Luko Dončića, lahko jaz to objavim, naredim sponzorirano objav, kaj si ti jedel pri meni, s svojim fotoaparatom naredil. Klele je pa ona sama objavila in nekdo to reposta in naredi kot sponzorirano objavo. To se lahko zgodi samo v primeru, ko nekdo živi od prodajanja samega sebe in v tem primeru je lepa afna. Ona živi samo od tega, da prodaja sebe in svoje followerje. To je to. In ko si ti influencer, ki prodajaš samo sebe in nič drugega in dejansko prodajaš svoje sledilce, v bistvu ti prodajaš bazo svojih podatkov. Ljudi, do katerih imaš ti dostop. In ti prodajaš neko stvar, neko storitev in rečeš vsem tem, jaz sem bila zdaj tukaj in zato vzameš denar. Vse razumem. In ko ti samo to znaš delati in nič drugega, pol nekako razumem tudi lepo afno, da bo vsako tako stvar izkoristila in se spravila z odvetniki na nekoga, da izvleče iz tega denar. Dejansko prostituiraš samega sebe in prodajaš samega sebe svojim sledilcem. Se pravi, nekdo ti plača, da kup tebe, da ti nagovarjaš svoje sledilce na neki. Tako da na nek način prodajaš samo sebe in svojo bazo ljudi. Tako da moj zaključek, osebni zaključek, verjamem, da vsak si misli svoje, je tak. Lastnica igralnice je naredila napako, da je brez vprašanja sponzorirala njeno objavo. Ni dodala, lepa afna je bila pri nas z otrokom, ona priporoča, ne, ni polagala besed v usta, ni nič dodajala k temu. Ampak je samo repostala in dala to kot sponzor. Tukaj je naredila napako, ker ni vprašala za dovoljenje. Ampak po njenem opravičilu in izbrisu objave, ignoriranje lepe afne na opravičilo in izbris in čakanje, da se ta znesek vplača na njen račun, se mi pa zdi nesramen. In potem še reakcija, da po vsem tem, ko je zvedla, da očitno bo stvar šla na sodišče, takrat se ona kao spomnila, ok, daj se bomo malo izpogajali, sem da vzamem vsaj neki denarja. V glavnem, ta njena metoda reketiranja se mi zdi zelo nesramna. To je moje mišljenje in verjamem, da imate vi drugačnega.